Hej folk, danes sem se odločil pogledat en spletni napad name, ki me je kar konkretno nasmejal in mislim, da bi lahko tudi vas. Zgodil se je marca na Facebooku, ko je neka Maruša Smej komentirala pod en dogodek, ki smo ga imeli v Trbovljah. A je žerjalo kdo povedal kdaj, da je za črn humor treba biti smešen? Ni dost sam biti neprimeren, da se ti otroci smejijo. Bruham, sam da vidim na sliki tega šovinističnega prasca na levi. Bruh, bruh, bruh. Kar je iskreno malo bolj napadalen hejt komentar, kot sem jih navajen običajno, tako da sem kliknil na njo, da vidim, s čim sem se tej baby zameril, in ugotovim, da smo Facebook prijatelji. Zakaj me pol ženska spremlja, če me toliko ne more videti? Drugače pa, ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in mobilni podatki niso vedno najbolj poceni ali zanesljivi, tako da potem se dostikrat povezujem na razna ta javna Wi-Fi omrežja, ki vsake toliko sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje teoretično vidijo, na katere strani se povezujem, in če stran ni varna, celo pridejo do mojih zasebnih podatkov. No, v takih primerih jaz preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali po internetu varno in anonimno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne skrivne profile upravljate na Facebooku. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da pojdite na surfshark.com/Marko oziroma uporabite mojo kodo Marko na blagajni za 4 dodatne mesece Surfshark VPN-ja. Ok, zdaj pa pejmo nazaj na video. No, in pol sem pa opazil, da ta Maruša followa ful enih slovenskih komikov. Tudi takih, ki so čisto novi na sceni. In followa jih več, ampak šera pa večinoma samo enega. Andreja Težaka Težkija. Ni druge kot SMS Val 4 na 1919. Tale fotka je na dražbi, denar gre za botrstvo. Moja trenutna ponudba je 55 evrov. Kdo od mojih oboževalcev bo stegnil prste po sliki? To, kar ti delaš, je carsk. Komik, menedžer, improvizator, zdaj pa še maratonc Ultra Trail. Wow! Punca ne samo, da za razliko od večine ljudi ve, da je težki komik, ampak je na tekočem sprav vsako zadevo, ki se je loti. In to takoj, ko se je loti. Mislim, glejte to. Tukaj se bomo smejali vsak teden, mogoče celo 2-krat na teden. Ženska ne samo, da je na tekočem s tem, kar je težki že naredil, ampak ve tudi, kolikokrat na teden se bojo ljudje smejali v klubu, ki ga je težki komaj odprl. Pač, o moj bog! Temu se pa reče lenoba, a ne Andrej Težak Težki, kot kole pred vrati parkiraš. Wow, Maruša uspe praktično vsakič biti na istem mestu kot težki. Kako ji rata kar tako najti njegov avto naključno v četrtek čez dan sredi v Ljubljane, medtem ko je leta 2014 živela v Kopru? Pač, ta punca je pa res polna presenečenj. In ni šerala samo njegovih dogodkov, ampak tudi dogodke od glasbenikov, ki jih težki menedžira. O takih fenih lahko mi ostali komiki samo sanjamo, ampak za težkija je pa to vsakodnevna realnost. Tako da je res zanimivo, da njega toliko mara, ostale komike pa niti ne. To je recimo napisala Perici pod eno njegovo objavo. Za 20 let kariere sem resnično pričakovala več. Veselila sem se tega nastopa najbolj, potem pa odšla z grenkim okusom in razočaranjem. Marsikateri mladinec te je prehitel.
In to gre napisati Perici, ki je res en od najboljših stand-up komikov pri nas in ga lahko vsakemu toplo priporočam. Okej, to je pa res malo nenavadno. Sploh ker, ko smo še nastopali v klubu od Težkija, pa je Maruša rade volje šerala naše dogodke. Kaj ni to malo nenavadno? Kot da, ko smo še delali s Težkijem, smo ji bili okej, ko smo pa prekinili sodelovanje, pa naenkrat ni bila več toliko navdušena nad nami. In potem sem se pa spomnil. Čakaj, kaj če ta Maruša sploh ni zares to, za kar se izdaja? Sem šel malo preveriti nekatere njene podatke in bi verjeli, da je njena profilna slika pobrana iz interneta. Kaj? To se da? Ne vem, kaj je z vami, lepimi tipčki. Vsi neki ranjeni globoko v seb. Navajeni ste gledati dobre riti, mi je jasno, saj vsaka odide od vas. Ja, ali pa mogoče zato, ker jih folk pobira iz interneta in objavlja na Facebook. Redko se počutim lepo. Verjetno, ker nisi. Ker drugače ti najbrž ne bi bilo treba dajati fake slik na profil, da ti ga kdo komentira. In na tej točki se mi je celo začelo zazdevati, da je Maruša mogoče fake profil. Lažne slike, objavlja samo stvari od enega in istega človeka, njen username je Maruša, smejim se skozi. In pol so še take objave. Smešni dobrodelnež Težki, pošljite tudi vi svoj SMS Boter5 na 1919 in mu pomagajte zbrati čim več denarja za otroke. Okej, brez zamere, ampak tukaj pa res ne vem, kaj je bolj očiten znak fake profila. To, da si daš priimek Smej, ali to, da napišeš, da je Težki smešen. Pa tudi njene ostale interakcije na Facebooku mi ne delujejo lih najbolj pristno. Večina njenega profila so promocijske objave in ljudje, ki pišejo vse najboljše za rojstni dan. No, okej, ni čisto res, ker sem našel, da je tudi ona enkrat pisala nekomu za rojstni dan, Jakobu Beleku, ki je tudi fake profil, ki šera samo stvari od Težkija. In to ponovadi celo na isti dan kot Maruša. In ko sem to pogruntal, da ima nekdo očitno celo vojsko fake Facebook profilov, mi je postalo še toliko bolj zabavno gledati, kaj Maruša objavlja, da se dela, da je realna ženska. Včasih sem hotela biti balerina, zdaj ne več. A res? Kaj pa se je zgodilo? Si se nekega jutra zbudila in si ugotovila, da si fake profil moškega srednjih let? Boga! Verjemi, na tej sliki je še nekdo dosti bolj bogi od te mačke. This day just started to be beautiful. Can't believe this is really happening. New era for me will just begin. Kaj pa? Kaj ti bo nekdo naredil še fake profil moža? Hvala čisto vsem za lepe misli in čestitke. Se vas je kar nabralo, nisem uspela vsem reči hvala osebno. Ja, osebno definitivno ne, ker ne obstajaš. Torej, hvala vsakemu posebej in vse skupaj. Zdaj pa nehajte, nobena ne želi biti stara. Brez skrbi, Maruša, ti po moje ne boš, ker namišljeni liki ste ponovadi kar brezčasni. Time for change. This is called Lucky Shot. I am so proud of me. You was in Cairo? Yes. Ja, itak, da je bila v Kairu. Kaj sploh sprašuješ? Kako bi drugače prišla do slike piramid v tako visoki ločljivosti, da zgleda, da je bila narejena s krompirjem? In ne bom lagal, pomislil sem tudi, da je lastnik tega fake profila Težki in ga tega celo obtožil. Ampak očitno sem se zmotil, ker mi je v komentarju v naši skupini za komike objasnil, da ni. In tukaj mi pa je res postalo ful žal, da sem ga kar tako obtožil nečesa po krivem.
Zato sem se odločil v opravičilo javno prebrati to, kar je napisal, da ga vsej malo operem teh krivičnih obtožb. Pa ker vem, da eni te videe samo poslušate, bom poskušal oponašati Težkija, da boste vedeli, kateri deli so njegovi in kateri moji. Ampak, ker ne znam najboljše oponašati ljudi, bo Težki pač zvenel identično kot Maruša, tako da naj vas samo to ne zavede. 10 tednov sem rabil, ampak bom vseeno na tole odgovoril. Spodbudil me je film o Michael Jacksonu, terapevtka in mladi komik. Film o Michael Jacksonu in mladi komik, praviš? Koliko mlad govorimo točno? Ker največkrat govorice prehitijo resnice in ker še večkrat smo krivi ravno zato, ker smo tiho. Jaz sem zelo pogosto tiho. Ja, to je res. In tudi zato sem se odločil še dodatno izpostaviti ta tvoj komentar, da ga čim več ljudi vidi. Bodi glasen, Težki, greš! Marko Žerjal, jaz se sicer zelo strinjam z Marušo. Aha, pol se v bistvu zelo strinja s tem fake profilom, ki konstantno deli njegove dogodke in ga hvali. Jah, to je pa kar zanimivo, kako se ene stvari kar tako poklopijo v življenju. Ampak nažalost ne morem potrditi, da sem ta oseba jaz. Vidite, to pa je znak kvalitetnega avtorja. Jaz ali pa vi bi verjetno samo potrdili, da ta oseba nismo mi. On pa rajši to pove na način, da ne more potrditi, da ta oseba je on. Pač še vedno podobno sporočilo, ampak bolj tako, abstraktno in neoprijemljivo. Kar učite se ljudje, ker ta tip je umetnik. In čeprav mi je 2014 dejansko pomagala s fotko razbitega avtomobila in sem na zavarovalnici uveljavljal kasko, ko je ta že potekel in sem jo povabil na kavo, do tega ni nikoli prišlo. Fake profil od nekoga drugega ti je poslal sliko tvojega avta. Interesantno. In čaki, sej nesreča se je zgodila preden ti je potekel kasko, ne? Ker drugače meni to malo zveni kot zavarovalniška goljufija. No, glej, ne vem, nimam nekih pravnih izkušenj glede tega in drugje pa tudi ne vem, kje preveriti zares, ker Stevo se mi kar ne javlja. Nikoli je nisem videl v živo, niti takrat, niti v zadnjem času, ko se je javila celo kolegu Eldarju, kdaj ga lahko kje vidi nastopati. Ej, če te kaj potolaži, po moje je nikoli noben ni videl v živo. Tako da glej, ne se bat preveč. It's not you, it's her. Tale post bi lahko bil dolg 100 ali 200 strani. Lahko bi šel v smer, da vsakič, ko smo eden proti drugem, največ izgubljamo. Lahko bi šel v smer, ti si meni, jaz bom tebi nazaj. Če ne bi tega pisal nekdo tako moralno neoporečen kot Težki, bi si že skoraj malo mislil, da je to kakšna grožnja. Lahko bi govoril o prav in narobe, lahko bi izpostavljal in kazal s prstom, rekel bom samo, čestitam vsem, ki vztrajate. Ej, hvala in čestitke tudi tebi, da si nam dal tako jasno vedeti, koliko sem bil v zmoti. In upam, da prejmeš opravičilo, da sem te sumil za kreatorja Maruša Smej profila. To definitivno nisi ti. Ker ta kreator tega Maruša profila je, če vprašaš mene, ena zarukana budala brez hrbtenice, ki nima jajc povedati nekomu v obraz, kaj si misli, ampak to dela zahrbtno preko nekih fake profilov. Na oglas za dogodek, tako da veš, da ni bilo to mišljeno samo kot osebni napad, ampak kot poskus finančne škode. To mora biti ena navadna mala pička, ki se ne upa človeka niti pogledati v oči, ampak samo nekaj sika na njega iz svojega skrivališča kot nek nedoraščen in nesiguren froc. In Težki, vem, da ti tega definitivno ne bi počel, ker naš odnos ni tak. Jaz sem ti recimo direktno povedal, zakaj več nočem sodelovati s tabo in zakaj me nikoli več ne bo na tvojem festivalu Punch in verjamem, da če bi ti kaj ležalo na duši, bi ti meni tudi.
Tako da upam, da sprejmeš to opravičilo in upam tudi, da sem razblinil zdaj kakršnokoli povezavo med tabo in tem fake profilom Maruše Smej. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če je tudi vas ta drama tako nasmejala kot mene. In naročite se na ta kanal za še več sočnih spletk. Pa seveda ne pozabite preizkusiti Surfsharka preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau!